Skratka, dober večer in lep pozdrav vsem skupaj in vsakogar posebej. Spet nikogar ne vidim zaradi teh luči, ampak dobrodošli. Jaz bi uvodoma povedal predvsem najraje samo to, zakaj sem si izbral naslov generacije brezdomcev. Ko sem razmišljal o samem naslovu, sem se spomnil na ameriškega stand-up komika Georgea Carlina. Njegova stand-up komedija je pravzaprav presegala okvire klasične neke stand-up komedije, globoko je zarezal na polje družbene kritike, bil je pravzaprav ene vrste moderni filozof, ki je uporabljal stand-up komedijo za, kot že rečeno, pronicljivo družbeno kritiko. V enem od svojih nastopov se je dotaknil teme, ki je pravzaprav kronični problem Združenih držav Amerike, in to je brezdomstvo oziroma v njihovem jeziku homelessness. In on sicer je tako razlagal to stvar. Naš problem ni homelessness, ampak je houseless. Torej ne to, da ljudje živijo na ulicah, da so brezdomci oziroma brezdomke, ampak houselessness v smislu, da najbogatejša država na svetu, in to je bilo v 90. letih prejšnjega stoletja, ko Ameriki ni bilo para na tej obli, si ne more privoščiti očitno, oziroma ni pripravljena si privoščiti par tisoč, par 10 tisoč, kolikor je že potrebnih nepremičnin. Tako da jaz se s to njegovo kritiko strinjam, houselessness. Ko mi govorimo o brezdomstvu, in zdaj prihajam nazaj na ta naslov, ki je bil izbran za današnji večer, današnji pogovor, brezdomstvo je zame osebno zelo širši pojem. Prvo kot prvo, Carlin pravi, home is a psychological concept. Dom je psihološki termin, je psihološki pojem. Dom predvideva v veliki večini primerov, da imaš ti v lasti neko nepremičnino, s katero lahko razpolagaš, jo preurejaš in vse živo, in to je tvoj dom. Kritike, ki nekako letijo oziroma uporabljene so kot izgovori na mlajše ali pa relativno mlade generacije, češ da mladi ljudje si ne želimo imeti svojih nekih nepremičnin, ker radi živimo svobodno življenje. Isti ta izgovor se ponavlja pri upravičevanju tega, da ljudje delajo za določen čas. Oboje, to dvoje je seveda en velik bullshit. Jaz upravičujem za izraz, ampak je bil izumljen za take trenutke in je povsem primeren. Namreč imeti svoj dom pomeni doseči nekaj v svojem življenju, imeti svoj nek prostor in tako naprej. In mi smo kot družba pred resnim problemom in pred celo vrsto zelo resnih izzivov, če rečemo, da pač velik del naše populacije, praviloma pa seveda relativno mlade oziroma mlajše generacije, ne morejo priti do svojih domov. Midva s partnerko, dolgoletno partnerko, imava to srečo, da živiva v centru Ljubljane v relativno velikem stanovanju za nizko najemnino. Marsikaj je narobe v tem stavku, ker imeti srečo, poudariti to, ne pomeni, da pač pozitivno odstopaš od sicer splošnega uveljavljenega pravila. In ni dovolj reči, ok, imamo stanovanjsko problematiko. To pravzaprav ni problematika, to je zame osebno in tudi za marsikoga drugega katastrofa oziroma tempirana bomba. Ampak ta kliše se ponavadi konča z besedami, tako je. Ne bi smelo biti. Tako da danes bomo šli onkraj tega klišeja, ponovili, verjamem, že neke podatke, dali neke podatke v ospredje, da razložimo, da pravzaprav to ni kliše. Moramo se seznaniti podrobneje s to situacijo, ki jo imamo, razumeti, zakaj je do nje prišlo, zato da bomo lahko v drugi polovici debate, tako si nekako predstavljam, se pogovarjali o potencialnih in vsekakor nujno potrebnih rešitvah. Jaz z največjim zadovoljstvom pozdravljam tukaj zraven mene, lahko rečem že kar dobrega znanca, dobro smo se ujela v teh zadnjih 2 dneh in še prej, Klemna Ploštajnerja, sociologa, mladega raziskovalca iz Fakultete za družbene vede, konkretno katedra za analitsko sociologijo. Je tudi del neke nove iniciative, ki se je pojavila lani in bo več sam povedal o tem, namreč najemniški SOS. Začela pa bova kar s prvim vprašanjem glede tvojega 18. rojstnega, ne dne, ampak leta. Rodil si se leta 1990. Torej 18 let si dopolnil leta 2008 in to je bilo svoje leto, ki je privedlo, takrat se je zgodila
velika globalna, no, predvsem smo občutili v zahodnem delu sveta, ampak seveda kriza, gospodarska recesija in tako naprej. Ne. In ena stvar, ki sem jo včeraj povedal, je bila ta, da v tem svojem zgodnjem odraslem življenju, ne, si se ti kot tvoji vrstniki in vrstnice, ne, ste se soočili živeti v krizi, navaditi se na neko krizo, ne, znajti se v neki krizi. Ne. Niste mogli tega z ničemer prej primerjati. Ne. Tako da samo uleteli ste v to. Pa me sam zanima, kako to izgleda, kaj pomeni živeti, navaditi se na življenje, odraslo mlado življenje v krizi. Najprej hvala za vabilo, pa zdi se mi super, da se pač v zelo različnih okoljih odpira ta tema stanovanj, ki je zelo, bila do nedavnega zelo zanemarjena. Ne? Predvsem zaradi tega, ker je bila potisnjena na obrobje in zaradi tega, ker tudi ni doživela takih razsežnosti, kot je doživela zdaj. Pač kriznih, če si že zdaj s tem začel. Ampak to vprašanje, ki si ga postavil, se mi zdi dobro navezati na to, kar si tudi naslov, ko si ga dal, pač brezdomstvo, pa tudi temo, ki si na kak način si koncipiral celotno temo, v bistvu neke te negotovosti, nestabilnosti, nepredvidljivosti. In mislim, jaz pač, to smo se pogovarjala včeraj, jaz kot neka generacija, ki je politično dozorela ali pa politično predvsem, ampak tudi družbeno dozorela pa zrasla po letu 2008, živimo v bistvu svoje odraščanje, se pravi nekaj, ker bi postopoma si mogli tudi graditi svojo stabilnost in eksistenco, pa če se navežemo na stanovanjsko področje, je neka pač ideja postopnega stabiliziranja, ne, je pač prav, dejansko je tudi politike so naravnane v smeri, da začneš ti, ne vem, kot najemnik si nestabilno, pa pol postopoma zgradiš neko premoženje, pa postopoma prehajaš pol v faze, na koncu kupiš garsonjero, pa na koncu kupiš pa hišo na podeželju, ne, to je neka ideja. Je ta v bistvu ta ideja postopnega stabiliziranja za nas nekaj precej tujega, no. Ker smo pač generacije, ko v bistvu smo odraščali v nenehni nestabilnosti, negotovosti in v bistvu nenehni tudi degradaciji standarda. Ne. V bistvu za nas ni vsako leto priložnosti pa se bo izboljšalo, ne. Za nas je vsako leto v bistvu leto, kjer ne vemo, s katere strani nas bo udarilo, ne. S katere strani bo dodatna negotovost, dodatna destabilizacija naših življenj bila in pač ja, vpliva se pozna tako tudi splošno, ne, iz raziskav se kaže, ne, pozna se iz življenjskih potekov, vzorcev, ne, pač živimo nestabilno življenje ne po lastnih izbiri, ne, zato smo ta prisiljeni, ne moramo se pač snovati nekih teh tradicionalnih stvari, ki so od nas pričakovane, od družin do domov, do stabilne kariere, do stabilnega življenja, je nekaj, ko nam je pač vsiljeno in stanovanje, pač če zdaj se vrnemo na to temo, kjer bi danes govorila, je ena izmed pač ključnih področjih, ki bi naj prinesla eno določeno mero stabilnosti, ne, postali bi lastniki, pa imaš vsaj dom, varnost, ne, recimo, je še eno izmed področji, kjer je za mnoge nekaj, ko dodatno vnaša dodatno nestabilnost, ne, in se naveže na to, kar si ti pregovoril, to občutek doma, ne, je nekaj, kar je relativno tuje generacijam, ne, pa verjetno te generacije, ki za mano so prišle še v večji negotovosti, ne, ki so pač tudi toliko makro in obširne, da jih niti print ne znamo, kot je, ne vem, ekološka kriza, pa gospodarska kriza, pa pol COVID, pa take stvari. Pa ne, to je to, mislim, vodilni sociologi, politologi, ekonomisti in tako dalje, doktori znanosti iz različnih teh družbenih in drugih področij, ne, se strinjajo, da, in to širom sveta, ne, se strinjajo, da je bilo prejšnje desetletje, ne, izgubljeno desetletje, ne, torej od 2010 do 2020, v smislu stabilnosti, socialne varnosti, varovanja okolja oziroma planeta, nazadovanje demokracije se dogaja že ves čas. Ne. Tako da definitivno mi prihajamo v neko obdobje krize, ampak da, veš, ko govorimo, da greva pa zdaj res v to stanovanjsko problematiko, ne, tako imenovano ali pa katastrofo, kakorkoli že, ne, gremo povleči ene primerjave. Jaz sem prišel v Ljubljano leta 1999, ne, študijsko leto 1999-2000, in jaz se spomnim, da prvih nekaj let, vsekakor 5, verjetno več, ne, to je bilo vse tako zelo lahkotno,
Da je neverjetno, resno, glej, delal si nekaj preko študentskega servisa in tako dalje, razumeš, mislim, niti bil problem, če so te vrgli iz kakšnega stanovanja, ne, ali pa si se preselil na lastno željo, najti novo stanovanje, cene so bile približno tu, bile so dostopne, to je bilo pomembno, ne, in relativno veliko smo se selili, ne, in jaz sem dal skozi Šiško, Bežigrad, na en center, svašta in to je bil del pač nekega življenja, to je bilo lahkotno, ne. Ampak to je bilo takrat, ne. Skratka, to ni bilo v neki Jugoslaviji, ne vem kaj, to je bilo 20 let nazaj, kako je pa zdaj? Ja, mislim, če zdaj vzamemo moje, ne, jaz sem začel pač študirati 2008, recimo je bil v bistvu ta najemni trg še zmerom, če zdaj vzamemo pač najemni trg, ki si ga vzpostavil, je bil v bistvu, so bile cene že precej više, ampak ne na tem nivoju, ko so danes, ne. In tudi primeri, ki smo jih takrat poslušali, pa neke stvari, ko sem jih jaz pač iz osebne izkušnje imel, so že nakazovale stvari, ki se zdaj dogajajo. Predvsem je pa ključna razlika ta, da verjetno to takrat, ko si ti pač študiral, je bilo najemni trg omejen na študente in recimo na ljudi res socialnega dna, recimo to. Ampak bi si predstavljal, da sta to dve populaciji, ki sta se na trgu, mogoče se celo nista srečali, ne? Nista najemali istih stanovanj, recimo zdaj temu. Ne? Zdaj razlika je pa ta, da se pač bazen ljudi, ki najema, se je zelo razširil, zaradi pač tega, ker recimo v 90-ih smo imeli še kot država ostanke socializma, se je stanovanjsko področje funkcioniralo zaradi ostankov socializma, visoke ravni lastništva, Jazbinšek je še zmeraj imel precej jasne učinke, ne? V smislu pač, da so ljudje živeli v tistih stanovanjih, ki so jo takrat odkupili. Za tiste ljudi, ki mogoče ne vedo, Jazbinškov zakon, če lahko pojasniš v dveh stavkih. Jazbinškov zakon je bil v bistvu prvi stanovanjski zakon sprejet leta 1991. Zakaj sem to letnico to tako poudaril? Zaradi tega, ker je bil v bistvu ena izmed prvih zakonodaj sprejetih v teh nekih reformnih zakonodaj, kar se tiče reorganizacije družbenih sistemov. Ne. In je bil sprejet zelo hiter, je bil pa radikalen zakon, ker je v bistvu stanovanjsko področje, ki je bilo v Jugoslaviji državno regulirano, z močnim javnim nadzorom in tudi velikimi javnimi investicijami in je temeljil v bistvu na gradnji državnih stanovanj, javnih, je ta zakon v bistvu ukinil ta sistem in uvedel privatizacijo stanovanj. In je ključna posledica tega zakona je, da se je odprodalo, če imam prav v spominu, nekaj 150 tisoč družbenih stanovanj, s čimer je pomenilo to, da smo postali država lastnikov. Druga posledica je bila pa ta, da je država zgubila možnosti v bistvu reguliranja področja, ker se je v bistvu lastniški fond, ki ga ima v lasti zdaj in takrat toliko skrčil, da ni imela več pomembnejše vloge recimo na tem področju, ni mogla ga več regulirati in tudi druga posledica tega zakona je bila pa, da se v bistvu odpovedala stanovanjskemu področju. Se pravi, to ni bila politika, s katero bi se kot družba ali kot država ukvarjali. Ne. To je bila neka taka zelo radikalen poseg, ki se močno razlikuje recimo od drugih politik, ko so bile v 90-ih upeljane. Ne. To je bila v bistvu, če zdaj govorimo o neoliberalizmu od leta 2008 v Sloveniji, recimo ta politika bila v bistvu zelo radikalno neoliberalna, je v bistvu ista politika, kot je bila od Margaret Thatcher recimo v 80-ih, medtem ko druge politike, ne vem, socialna, pa to je bila pa ful bolj gradualna, kot se je rekel pač takrat v 90-ih, se je postopoma uvajalo trge v, ne vem, šolstvo, zdravstvo, se je postopoma razgrajevalo to socialno politiko. Mislim, da smo iskreni. Ja, v bistvu se je poskušalo se jih ohraniti, potem se je pa pač zaradi nekih drugih strukturnih okoliščin, recimo da predvsem od 2004 naprej pa 2008 se je pač začelo to zelo bolj radikalno razgrajevati, medtem ko stanovanjsko področje v bistvu pa že kazalo, bi lahko rekli, da je v bistvu prognostično bilo, ne, leta 1991 zelo jasno pokazalo, kam se stvari lahko odvijajo in kam se tudi bodo, ne, in so se tudi na drugih področjih. Ampak če se zdaj vrnemo na to, pač to vprašanje, recimo ti, ki si opisal neko lahkoto, ne, zgodbe, ki zdaj prihajajo iz najemnega trga, pa tudi pač z zgodbe nakupa stanovanj, recimo te ultimativne rešitve, so zgodbe vse prej druga kakor lahkotno, ne. So zgodbe izjemnega stresa, negotovosti. Tudi ko enkrat stanovanje dobiš, je to, kar si ti opisal, pač je občutek začasne sreče in varnosti, ki pa imaš nenehnego občutka, da to je v
v bistvu zelo začasen status. Ne. Redke so zgodbe trajnega najema, stabilnega, varnega, ti si rekel 10 let recimo živiš v enem stanovanju. To v bistvu bi ne bil osnovni princip najema. Ne. To ti daje občutek doma, ne, te neka dolgoročna stabilnosti. Ne. Najemni trg je pa zdaj utemeljen v Sloveniji v 11-mesečnih pogodbah, kar pomeni, da ti to pač se ustališ, spoznaš becerk in ne veš več, ali bo zdaj najemna pogodba podaljšana, ali bo podaljšana pod istimi pogoji, ali se bo najemnina dvignila, ali se bo lastnik spremislil. Tako da pač te lahkotnosti, ki bi ne bila, in je tudi državna politika govori o tem, da je treba dvigati temu rečejo mobilnost na stanovanjskem področju, kar pomeni, da bi se ljudje več selili. Ne. Predpostavka je, selimo se z lahkotnostjo, seveda imamo novo priložnost, v Kopru se preselimo v Koper, zdaj pa je v Mariboru ta dobra služba, gremo v Maribor. Ne. Ampak stanovanjsko področje je vse prej kot to. Ne. V bistvu večina selitev je, ali pa velik del selitev je prisilnih, ne, iz takega ali drugačnega razloga. Ne. Ali je stanovanje neprimerno, ali lastnik spremenil svoje mnenje, se dvignila najemnina, plača ti je padla. Se pravi, to, kar smo prej tudi z uvodu govorila, te nestabilnosti se tukaj pač potencirajo in zgodbe so pač mogoče ena taka, mislim, ne vem, če je reprezentativna, ampak mi je zelo zanimiva, ki smo jo zdaj nazadnje prek tega najemniškega SOS obravnavali, je zgodba mlajše družine z 15-mesečnim dojenčkom in psom iz Radovljice, z 2-letno pogodbo, z dogovorom za podaljšanje pogodbe, se pravi občutek varnosti, stabilnosti, imam normalnega lastnika, kot kaže, ne? In ta lastnik je umrl 2 meseca pred potekom pogodbe, stanovanje gre v dediščinsko razpravo in dediči niso več isti lastnik kot prej, ne? Dediči so pa zdaj videli tukaj stavbo, stanovanje, ki ga lahko zdaj vnovčno prodamo, ne? To so sanjali najbrž že prej nekaj let, da bo dokončno lahko prišli do nekega denarja. In ker naenkrat je pač pogodba, ki je bila stabilna, varna, dolgoročna, postala popolnoma negotova in nevarna in imaš zdaj mlado družino z otrokom in psom, ki ne najde stanovanja, v paniki ga išče in ga ne najde, ne? Ker nihče noče psa, nihče noče dojenčka, nihče noče mlade družine. In koliko hitro se v bistvu iz neke take pač čist življenjske stvari obrne gotovo v zelo negotovo stanovanje. Ne. In to pač kaže recimo na te lahkotnosti pač ni, ne, ki si jo ti opisal. Ker seveda ti imaš lahko primer mlade družine, ne, z otrokom ali otroci. Ne. Lahko sta oba dva zaposlena, dobro plačane službe ali pa relativno dobro plačane službe, sem ko se enkrat znajdeš v taki stiski, si hitro zares lahko na cesti, dobesedno, nič figurativno, nič česar ne karikiramo, ne, treba se iznajditi. Ne. Poznam kar nekaj primerov, ko so ljudje morali oditi tako v roku 1 meseca. Zdaj imam en tak primer ene kolegice, recimo, ne, in je težko. Ne. Malo sem se pozanimal pred samim najinim pogovorom, kakšne so kaj razmere trenutno ti v osnovi medčloveški odnosi, ne, ker govorimo o odnosih najemnik, najemodajalec, do tisti, ki pač seveda najemamo stanovanja. Ne. To je absolutno katastrofa. Jaz nisem vedel, da so stvari tako slabe. Ne. Če iščeš stanovanje, poznam tudi, to lahko tudi potrdim, ne. Mlada družina imate pač razvenivač dojenček, ampak je že malo zrastel, ne. Njima dvema so enostavno metali telefon dol, če sta omenila, da imate otroka. Ne govorimo niti o psu, ki bi spraskal parket, pa en kaj. Ne. Samski ljudje so precej tudi nezaželjeni. V bistvu se najraje jemlje pare, pa ne zato, ker bi bili pari bolj umirjeni, ampak če eden ne bo imel vzajemnino, bo že drugi spraskal nekako. Ne. To so brutalne stvari. Potem sem slišal, da eni najemodajalci hočejo od tebe motivacijsko pismo. Zdaj moraš ti nekomu razlagati, kaj ti hočeš v življenju doseči. Danes dobre ideje za neke akcije, to bomo pol. Ampak, mislim, to nam priča o nekih zelo slabih razmerah v družbi, kjer ne moremo kar tako zlahka upiriti prsta samo v državo ali trenutno vladajočo koalicijo in tako naprej. K temu se vrnemo morebiti malo kasneje. Zanima me, če nam lahko predstaviš na tej točki, ki si jo že omenil, ne? Namreč vašo spletno točko,
najemniški SOS. Da malo to predstavimo, da, kot se reče, naredimo malo reklame, da poveš, kdaj je bilo to ustanovljeno, kdo, in pravzaprav kakšne informacije še pridobivate preko nje in tako dalje, in kako cela ta stvar pravzaprav deluje, kaj so cilji. Ja, bom začel s tem, kar si v bistvu zdaj glede teh prigod, jim rečemo, na najemniškem trgu, ki si jih opisal. Izhajala je ideja za najemniški SOS, ki trenutno funkcionira kot spletna stran s ključnimi informacijami za pomoč najemnikom, ne vem, kaj so osnovne zakonske pravice, plus dodatno je portal za zbiranje točno takšnih zgodb, ne, da se pač ozavesti celotno problematiko. Ne. Ampak osnovno izhodišče sta celotne ideje sta bile dve. Prva je ta, da je to ne samo stanovanjski sektor, ampak da je to v bistvu, da so to življenje ljudi, rečemo tako, ki so popolnoma nevidno, ki so spregledana, ker je najemni trg v bistvu dojet kot nekaj začasnega, sivega, nereguliranega in so zgodbe, ki so v bistvu tudi ponotranjeno strani najemnikov kot nekaj samoumevnega in kot nekaj nevidnega in začasnega dojete. Ne. In je bila ideja v bistvu ozavestiti kot celoten družben prostor, ozavestiti te zgodbe, ne, pač kaj se dogaja, da se jih da na plano in hkrati ozavestiti strani tudi ljudi, ki to doživljajo, ne, da te prakse niso nekaj običajnega, normalnega in da niso individualizirane, da niso to v bistvu tvoja krivda, tvoja usoda, ampak da so pač družben problem, da ima podoben problem nekdo v Mariboru, pa v Ljubljani, pa v Kopru, pa v Šiški, pa tako naprej. Ne. In se z tega pač, to je nek osnovni moment gradnje neke kolektivne zavesti okoli te problematike. Ne. Skozi strani družbe kot celote in strani ljudi, ki doživljajo to. Ne. To je v bistvu ta moment deljenja zgodb. Ne. Drug moment je pa ta, da stvari, ki si jih zdaj opisal, odnosa med lastnikom in najemnikom, v veliki meri izhajajo če jih pač malo bolj analitično pogledamo, izhajajo iz neenakih razmerij moči med dvema akterjema na trgu, rečemo zdaj temu. Ne. Ali pa drugače rečemo, dva interesa, ali pa dve pravici mogoče, ki sta v konfliktu. In tukaj pač, če smo, mislim, to je, ne vem, marksistična teza, nisem marksistična, ne, če sta pač dve pravici v konfliktu, sta dve pravici kao, recimo, da jih etično lahko damo na isto, ne, med njima odloči moč. Ne. In tukaj je zelo jasno, da pač moč je neenakomerno razporejena, da imajo eni akterji, v tem primeru lastniki, veliko več orodij, zmožnosti, predvsem pa njihov položaj jim omogoča veliko več moči nad drugo stranjo, tukaj najemnikom. In primarna razlika med njimi je ta, da najemnik se ne more odločiti na splošno, ne bom imel doma, ne bom imel stanovanja, ne bom imel strehe nad glavo. To je neizbira, ne. To je nujna stvar, brez te pač ne moreš živeti. To je osnovni pogoj preživetja in vsega drugega, kar iz tega izhaja. Medtem ko na drugi strani lastnik stanovanja se pa lahko odloči, da stanovanja ne bo oddajal. Se lahko odloči, komu ga bo oddajal. Se pravi, ima tukaj njegova ta diskrecijska pravica, kaj bo počel s to lastnino, ne, je v bistvu mu daje manevrski prostor, medtem ko druga stran nima manevrskega prostora. In to že na neki taki najbolj splošni ravni v bistvu kaže na zelo neenaka razmerja moči. Potem so pa tukaj še v bistvu specifično, kako se to ureja v posameznih družbah, je pa vprašanje regulacije, ne, se pravi, imamo zakonodajni okvir, imamo akterje, ki nadzorujejo področje in tako naprej. In v družbah, kot je slovenska, ne, ali pa državah, kjer imamo popolno odsotnost regulacije, ne, mislim, imamo zakon, ki se ga ne spoštuje, naprimer to, kar si rekel, morajo v enem mesecu ven, to je neskladno z zakonodajo, naprimer. Imaš kopico v bistvu sivega trga, na katerem se zakonodaja ne upošteva in tudi nimaš pristojnih institucij, ki bi to nadzorovali in regulirali. Ne vem, samo tako stanovanjska inšpekcija recimo je organ, ki se bi naj s tem ukvarjal z najemnimi razmerji, ampak kakor se meni zdi, v Sloveniji so 4 stanovanjski inšpektorji, ampak poleg tega, poleg najemnih razmerij imajo še čez, ne vem, 15 drugih funkcij. Ne. In ti 4 stanovanjski inšpektorji niso se odzvali še na eno našo zdaj prijavo, recimo, ne, ali pa v povpraševanje zaradi tega, ker preprosto se ne ukvarjajo s tem. Ne. No in poanta je ta, da v bistvu v teh razmerih neenaki moči je v bistvu prva stvar, ki jo narediš, ki jo je treba narediti, je v bistvu začeti z nekimi orodji, kakršnekoli že izumiš v določenem okolju, poskušati
okrepiti šibkejšo stran. In to je v bistvu osnova sindikalnega delovanja, kar na nek način najemniški SOS gre v to smer ali pa si želi iti v to smer. Ne. In krepijo predvsem prek tega, da se tukaj v tem primeru najemniki začnejo izobraziti o možnosti, ki jih imajo, o pravicah, ki jih imajo, zaradi tega, ker očitno jih državna regulacija ne bo zagovarjala, ne morajo sami poznati pravice in s tem pač izboljšati svoj pogajalski položaj, ne. Ker načeloma, če imamo razmerja moči, imamo tudi pogajalske pozicije in se pol pogajamo. Ne. In zavedanje tega, da lastnik, ki ti da najemno pogodbo, ni popolnoma svoboden, da ti da, kar hoče, da je zakonodajni okvir, da imaš ti določene pravice, ti daje v bistvu te opolnomoči, rečemo, če uporabimo ta izraz. In to je recimo ideja bila, je ideja v bistvu najemniškega SOS-a, se zgledujemo se v bistvu po principih iz tujine, ne, da ljudje dobijo osnovne informacije o pravicah in te pravice dobesedno uporabijo kot orožje v svojem boju proti lastnikom, ker ne nazadnje pač gre za boj v bistvu, ne, med dvema pravicama, ne. Na eni strani pravice do doma, na drugi strani do pravice svobodne uporabe zasebne lastnine, če tako rečemo. Ne. In to je recimo nek tak osnovni cilj, osnovna dejavnost, ne. Poleg tega pa pač je tudi, kot nudimo neka svetovanja, pa pač zbiramo zgodbe, ne. Ker nenazadnje gre za precej kompleksno področje, recimo, pa veliko neznanja, pa negotovosti in tudi veliko, to, kar smo prej govorili, strahu ljudi. In tukaj je pač spet pomembna ta ključna neka ta organizacijska sposobnost podpore nuditi ljudem, da so se sposobni v bistvu sploh zoperstaviti pa boriti za pravico do doma. Ne. To smo se pogovarjali na poti do tukaj, namreč, če se že kdo oglasi, da pove to grdo izkoriščanje, ki ga marsikdo doživlja, ne samo v Ljubljani, se bo dotaknila tudi drugih delov Slovenije, ki jih on imenuje Teksas in boste razumeli zakaj. Ampak, če se že kdo oglasi, javno se izpostavi, ne, da pač trpi neke krivice tukaj zaradi izkoriščanja najemodajalca oziroma najemodajalke, ne, je treba, so ti ljudje velikokrat potem zakriti, oziroma so že primeri, da so zakriti, ko se javno izpostavijo, če nastopajo v nekem televizijskem prispevku in tako naprej. Veste, to nam veliko pove, to ni kar tako, no. Ker take stvari so bile včasih rezervirane za ljudi, ki so razkrivali kriminal, konkretno mafijski v Italiji ali pa druge nečednosti, ne. Tako da mi ne smemo sprejeti tega, da smo zdaj prišli na to raven, da je eden od načinov, da se ljudje zaščitijo pred maščevanjem, ne, v tej poziciji nemoči, ne, tako da ostajajo prikriti, ko naslavljajo te stvari na širšo javnost. Ne. Saj ni to tipično samo za tovrstne primere, še za marsikatere, kjer tovrstnih stvari pač ne bi smeli mi videti, ker pa jih že gledamo, vsaj se moramo zavedati, da je to nesprejemljivo. Ne. Da ne bova kar skakala tja pa tja, se bova vrnila še na neka vprašanja, ki se tičejo prav tega razmerja nemoči, oziroma moči na drugi strani pa pobesnelih cen, konkretno v Ljubljani, ampak da vseeno ostaneva pri najemniškemu SOS-u, drugače spletna stran je najemniški minus SOS, ampak napisano skupaj .si. Kako bi funkcioniral pravzaprav sindikat najemnikov? Ker ponavadi to ni neko delovno razmerje, je pa neko razmerje. Torej, je to sploh možno v okvirih trenutne zakonodaje, oziroma bi se temu reklo sindikat, ampak bi to delovalo kot nekaka drugačna organizacija, oziroma zakaj sindikat, kako? Samo da si lažje predstavljamo. Ja, mislim, sindikat je tukaj mišljeno kot kolektivna organizacija, ki zagovarja, kako bi temu rekel, ki zagovarja pravice pač določene neke specifične zamene populacije, tako kot je pač sindikat v nekem specifičnem podjetju ali pa za specifično panogo ali pa kakorkoli. In to vprašanje, kako bi deloval, to je pač recimo, predvsem zdaj sem se malo več ukvarjal recimo z industrijskimi odnosi, se pravi z ekonomskim, se pravi sindikalnim organiziranjem v okviru podjetij, ne? In tam je precej razmišljanje, razprav,
kaj so v bistvu pogoji uspešnosti, pogoji zmožnosti organiziranja in uspešnega sindikata. In imaš pa različne ideje in teorije, iz kje izhaja moč, recimo, delavcev. In pa neka ta osnovna delitev je, ki je pač velja tudi recimo za najem, bi si jo lahko zastavil zelo podobno, ne? Osnovna delitev bi šla, da moč delavcev, rečemo zdaj tem delavcem, ne? Imaš dve obliki, ena je strukturna, kar pomeni, da izhaja iz njihovega položaja ali v produkcijskem procesu, se pravi, ne vem, so zelo pomembni delavci, ne vem, imajo specifično mesto za trako ali pa so bolj izobraženi pa nenadomestljivi in tako naprej. Ali izhaja iz njihove nenadomestljivosti, se pravi, ne moreš jih odpustiti, ker so nujni za, ne vem, delo, ali izhaja iz nizke brezposelnosti, ne, se pravi, spet jih ne moreš nadomestiti, ali pa strukturna moč izhaja iz tega, da se oni sami lahko umaknejo iz delovnega procesa, ker imajo druge možnosti preživetja, recimo socialna država ali pa v Sloveniji pol kmetje, recimo, da lahko greš doma vrtiček obdelovati, ne. Se pravi, to ti daje strukturno moč v tem neenakem pogajalskem položaju. In druga oblika moči je pa organizacijska moč, ki pa izhaja iz kolektivnega organiziranja in tukaj pa je, to pa večino velja za tiste delavce, ki nimajo strukturne moči, ne vem, prekerno zaposlene, prodajalke v trgovini, recimo, to je pač primer zdajšnjega sindikata Lidl, pa Tuš, pa tako naprej. Se pravi, to so relativno hitro nadomestljivi poklici, ki pomeni, da morajo svojo moč ustvarjati na drugačen način in oblika, ki jo ustvarjajo, da svoj partikularen problem pretvarjajo v splošnega. Se pravi, da to kar naenkrat postane družben problem in sklepajo koalicije z drugimi partnerji in prek tega v bistvu pritiskajo na kapital ali pa podjetje prek uvinka, rečemo temu. Se pravi, nimajo moči znotraj, ne. In zdaj se isto lahko vprašaš za najemnike, recimo, ne. Ali posedujejo kakršnekoli oblike strukturne moči. Se pravi, njihova največja strukturna moč bi bila, da odrečejo plačevanje najemnine, recimo, ne, to bi bila strukturna moč, ker so najemodajalci odvisni od tega dohodka. Kar potencialno bi lahko veljalo, ne, če imaš ti, ne vem, malega najemodajalca, ki je od tega življenjsko odvisen. Recimo, to bi ti dalo strukturno moč. Medtem ko to bi recimo mogoče v Sloveniji bi lahko veljalo, ampak težava tega je, da bi diskurzivno v družbi pa izpadlo zelo slabo, če bi ti ujemal dohodek nekomu, ki je eksistenčno od tega odvisen. Se pravi, da ta strategija je lahko nevarna, ne. V tujini recimo strukturna moč odrekanja najemnine se je izkazalo v marsikaterih primerih kot neuspešno, zaradi tega, ker imaš ti na drugi strani institucionalnega vlagatelja, veliko korporacijo z ogromnim kapitalom, z 10 000 najemnih stanovanj in oni lahko te izčrpavajo, tako kot je lahko velika korporacija, če si ti pač odrekel delo, recimo, ne. Ker je lahko sposobna bila organizirati delo nekje druge, tukaj imaš recimo, ne vem, nek Blackstone, ki ima v lasti 1 milijon stanovanj po celem svetu. Oni, če jim zdaj, ne vem, hipotetično na Irskem en blok ne bi plačeval, bodo rekli, pač ne bodo plačevali, mi bomo počakali, da pač oni trpijo tam zdaj pol leta, najprej bomo pa vse ven vrgli, dvignili najemnine in tako naprej. Se pravi, ta strukturna moč najemnikov je nekaj, na čemer zelo težko gradi, ne. Tako da kar ostane in kar so prakse tudi iz tujine najemniških sindikatov, ostane pač organizacijska moč, ne. In ta moč je večinoma ta, da pač pretvarja to v splošen družben problem, se pravi, da postane to splošna družbena problematika, ker se ne more neposredno soočiti s svojim izkoriščevalcem v tem primeru, recimo, ne. Ali sklepanjem koalicij, se pravi, da spet preko vinka, ne, ali so to politična koalicija, ali so tudi pač poslovne. Praksa, ki se pa zdaj v bistvu, ki je pa recimo neki na tem nivoju, je pa to, da v bistvu v veliki meri poskuša to, kar je pa v bistvu praksa najšibkejših, da poskušajo zmotiti običajno življenje in običajne procese, delovne procese ali pa pač tukaj običajno življenje najemodajalcev. In praksa, ne vem, iz Anglije so te, da v primeru, ko se dogajajo kršitve, ki so relativno resne, ne vem, nekdo dvigne najemnino nezakonito ali pa kaj takega, se pred hišo tega lastnika naslika 30 ljudi z zastavami in mu zagreni dan, recimo, ne. Ali pa grejo prek neko podjetje, ki to počne in mu spet zagrenijo dan, ne. Kar v bistvu poskušajo zmotiti običajen potek njihovega življenja. Ti si zdaj pač tukaj dobesedno uničuješ eno življenje, recimo ti osebno, in zaradi tega ne boš mogel v miru preživeti tega in tega dne. In to je v bistvu znak po eni strani šibkosti v bistvu najemnikov, ne, ker nimajo drugih vzvodov, ki bi bili bolj družbeno nevidni, ne, ampak kaže v bistvu pa na druge vzvode moči, ki so lahko učinkoviti in izhajajo iz te analize v bistvu
kaj sploh najemnik lahko naredi. Ne. In spet pač zdaj za Slovenijo, ko si vprašal, je ful odvisno od razmer, ne. Se pravi, težko zdajle bi ocenil, ne. Bi pa izhajal pač, če bi to organiziranje potekalo, bi pač utemeljil na tej analizi, ki sem jo podal, da pač najemniki nimajo strukturne moči, ne. Se pravi, najemniška stavka je nekaj, kar praksa, ki bi bila verjetno neuspešna, ne, ravno zaradi tega, ker je pač odsotnost te moči, je zaradi tega se bi bilo potrebno teh orodij, ki sem jih zdaj opisal, posluževati, ne, se pravi, nagovarjati družbo, splošno družbo, ne, in pretvoriti ta partikularen problem v splošen družben problem. In po potrebi svoje motivacijsko pismo napisati na fasado najemodajalca. Recimo, ja. Nisem jaz tega predlagal. Ne, to sem predlagal jaz. Absolutno sem predlagal, nisem se zarekel in to govorim v svojem imenu, ne v imenu SMG-ja, ne, to je jasno, ampak ok, preden greva, se bova držala te teme, ampak se mi zdi pomembno, da ne pozabiva na Teksas. Namreč biti najemnik v Ljubljani je drugače kot biti najemnik, lahko rečemo periferiji, ampak v okolici Ljubljane že in seveda potem po manjših krajih. Ne. To si mi recimo prav včeraj razlagal. Zakaj? Ne? Ker meni je bila to novost. Jaz sem mislil pravzaprav obratno, da je tukaj težje kot pa v manjših krajih dobiti neko stanovanje in tako naprej. Ampak kje so te razlike med Ljubljano pa drugimi mora biti večjimi mesti in manjšimi kraji? To je tudi stvar, o kateri sem se jaz motil, recimo, ne? Ker sem pač večinoma, ko sem bral o najemnem trgu, sem tudi imel jaz isto predpostavko, ne? Da pač Ljubljana je, kjer se zgostijo in so najbolj radikalni problemi in zagotovo v nekaterih vidikih je, ne? Ampak potem pa pač je z najemniškim SOS-om, ko zbiramo zgodbe in dobivamo pač tudi vprašanje ljudi, večina v bistvu jih prihaja iz periferije, rečemo, ne, ali pa niti iz malih vasi, ne vem, Tržič, to niso glih vasi, ampak malih krajev. Manjših krajev. Ne vem, Tržič, Radovljica, Črna na Koroškem. Ilirska Bistrica. Recimo, ne vem, se pravi neki manjši kraj, in se kaže tudi pač drugačna problematika, ne? In to, kar se kaže, je to, da pač Ljubljana in verjetno tudi, mislim, tudi druga mesta, ne vem, Koper recimo, da, ki imajo večje najemne trge, ne? Kranj, Maribor deloma tudi, ne, imajo že neko določeno stopnjo profesionalizacije, bi se temu lahko rekli. Se pravi, imaš ljudi, ki že oddajajo dolg časa, mogoče so celo pred kratkim kupili to stanovanje, ne? Se pravi, imaš najemni trg na nekem višjem nivoju, rečemo, ne? Se pravi, tudi v višjem nivoju te neke poslovne etike, ali kakorkoli bi se temu rekli, profesionalnosti, zavedanja zakonodaje, poznavanja razmer in tudi pač ljudje, ki oddajajo, so statistično gledano imajo višji kulturni kapital, ekonomski kapital, se pravi iz višjih slojev. Posledično tudi so najemniki znotraj Ljubljane, ne, spet specifična populacija, ne velja to zdaj za vse to zelo posplošujem, ker imamo isto pač, ne vem, študentska populacija, ki je zelo prekarizirana in revnejša, do, ne vem, delavcev, migrantov, do tako naprej, ne, pač imamo seveda tudi to, ampak lahko rečemo, da pač zagotovo je nek delež ali pa nek sloj najemnikov v Ljubljani takih, ki če imajo najemnino 500 ali pa 700 ali pa, ne vem, jim dvigne za 100 evrov, je nekaj, kar jim bo se poznalo po eni večeri ali pa kaj takega, ne bo jih pa eksistencialno ogrožalo. Medtem ko pač na periferiji, če zdaj uporabimo ta izraz, je pa ta sektor veliko bolj neformalen na obeh straneh, ne, se pravi in na strani lastnikov, ker so pač to, ne vem, niso vedeli, kaj z nepremičnino narediti, ali pa so, ne vem, podedovali nekaj, ali pa imaš veliko več te neformalnosti in se tudi pozna pri najemnih pogodbah, ki jih dobivamo, so pač ali napisane na roko, kar neki, ali sprintane iz leta 2003, ker je to pač neka najemna pogodba, ki še vedno kroži po internetu in je veliko teh najemnih pogodb iz zakonodaje iz leta 2003, čeprav smo že imeli 3 spremembe zakonodaje, ampak ok. Se pravi, velike tega recimo neformalnosti in tudi najemniki so večinoma tudi, če naprimer v Ljubljani si ti najemnik, je nekaj druga, če si pa pač ti, ne vem,
v Tržiču ali pa še na neki vasi, je pa zelo velika verjetnost, da si socialno deprivilegiran, ne? Ker tam je pač lastništvo ima še nek drug položaj, pa tudi poti do lastništva so drugačne, ne vem, prek gradnih hiš in tako naprej. Ne? In sta se srečala v bistvu dve populaciji, ki sta obe na nek način pogostokrat deprivilegirani. Ne? Ni to zdaj nujnost, seveda, ampak pogostokrat sta. Kar pa je ključna razlika, je pa ta, da sta pač njuno razmerje popolnoma neformalno. Kar je lahko dobro, zaradi tega, ker če imaš ti normalen, neformalen odnos, ko se lahko pogovoriš na kavi, je super. Težava tega odnosa je pač, da je izrazito neenakopraven, neenak, kot sem že prej pač omenil, med lastnikom in najemodajalcem, najemnikom. In to pomeni, da se ta razmerja neformalne prijaznosti zelo hitro lahko skrhajo in spremenijo, ne, ker se neke življenjske situacije hitro spremenijo. Ne. In zaradi tega, ne vem, Teksas je, ne vem, derogativen izraz, ampak Teksas, rečemo, zdaj je država, ko nima prostorskega načrtovanja, tako da evo, bomo rekli, da je res pač Teksas. Izhaja pač iz te neformalnosti, popolne neformalnosti, ki omogoča v bistvu iz dneva v dan spreminjanje situacije. Ne. In tudi pač stanovanja, ki se oddajajo, so veliko slabše, recimo. No. Pač, ne vem, imeli smo neki prek delavske svetovalnice, smo imeli neko hišo v Tržiču, ko je bila res pač ono, to ni niti, da stoji več, ne, ampak se jih je oddajalo pač nekim delavcem, migrantom v tem primeru. Do te zgodbe iz Radovljice, recimo, da je isto pač spet ta neka neformalnost potiska ljudi v negotovost in prekernost. Ne. In tako, kar je zanimivo, je pač, da velikrat tudi najemnik to neformalnost dojema kot nekaj pozitivnega. Ne. Zaradi tega, ker imaš na drugi strani, ne, nimaš pogodbe, ampak imaš človeka, s katerim si se dogovoril, daš roko, ne, se zmeniš. Ne. Je v bistvu nek pristop zaupanja, ne, in si rečeš, jaz imam pa dobrega najemodajalca, ker smo skupaj kavo spila. Ampak to je v bistvu, dokler so stvari v redu, ne. Dokler ti noče dvigniti najemnine za 100 evrov ali pa dokler se ne spomnim, da bi se hčerka zdaj sem preselila ali pa nekaj takega. Ne. In zaradi tega je ta neformalnost v tem bolj neprofesionalnem sektorju na periferiji toliko bolj nevarna in so zgodbe tudi toliko bolj brutalne, ker so ful bolj tudi bolj usodne. No. Te stvari, ki smo jih iz Ljubljane dobili, mislim, se so tudi, ne, ampak so pogostokrat, ne vem, se je dvignila najemnina, se bo mogel preseliti, full bad, itak da, ne. Ampak na periferiji zdaj, Ne, pa vse v redu, ja. So pa zgodbe pač to, kar sem prej rekel, ne, pač bomo na cesti prestali, ne dobimo stanovanja nikjer druge, pač lahko živimo samo v teh krajih, ker druge nimamo, ne moramo plačati, ne, in teh stanovanj je tudi ful manj najemnih na teh predelih, ne, in so pač bolj, zgodbe so bolj te res usodne, rečemo temu, ne, med življenjem in smrtjo skoraj, da če zdaj malo baročno se izrazim. Ne. In to dela v bistvu mislim, je tudi mene presenetilo, ne, ker nisem vedel, nisem poznal tega, ker to pa je še bolj neviden področje, ravno zaradi tega, ker je toliko neformalno. Ja, ker jaz dejansko originalno prihajam iz manjšega, ker tu prej omenjena Ilirska Bistrica, pa tudi nisem se zavedel tega, nisem poznal teh stvari, pravzaprav moram govoriti v svojem kraju z ljudmi, da te zadeve preverim, ampak vse to, kar govoriš, pravzaprav odslikava to, kar Ilirska Bistrica je, manj stanovanj. Za tista, ki so bila zgrajena v zadnjih recimo 10-15 letih, je tu pa tam nek mini blok, spominja bolj na večstanovanjsko poslopje, hišo, karkoli, ne. Ampak to je vse zelo, zelo nizke, vprašljive kvalitete. To vidiš po 2 letih že, ne. To vidiš tako, ko greš mimo, ne. In tako dalje, ne. Ok. Država je že na samem začetku prepustila to vse trgu. Na nek način se umaknila iz tega, ne. In to je privedlo pravzaprav do Teksasa in je derogativen pojem, pobrali smo ga iz filmov, ampak ga uporabljamo zato, ker je splošno razumljiv. Ampak je privedlo do nekega Teksasa vse posod, ker pogled, kakšne stvari se dogajajo. Recimo v Ljubljani, da se vrnemo, ne. Vsi se gradijo nove stanovanja, ne, se vedno nekaj gradi, ne, ampak cene pa rastejo. Ne. To pomeni prepustiti zadeve trgu pravzaprav, ne, da v bistvu se gradijo, kar opažamo, v glavnem, nočem reči samo luksuzna, ampak stanovanja, ki si jih številni ljudje, večina, si upam reči, ne bo mogla nikoli privoščiti. Ne. In tle smo zdaj pač. Ne.
Kakšne so kaj razmere prav v Ljubljani glede tega, cene kvadratov in tako naprej? Mislim, vem, da je to zelo, poznaš mogoče, če ne bi zavrtali precej globoko v to. Mislim, poznam približno, ne. Mislim, zdaj ne vem, sploh ne vem, kje podatek bi bil najbolj reprezentativen. Cene pač zdaj so povprečno se vrtijo okoli 3200-300 evrov na kvadratni meter, ne? Se pravi, da to bi pol zneslo za, mislim, se da preračunati. Za novogradnje po veliki meri znašajo med, mislim, te cenejše so nekje okoli 4, gibajo se tudi med 5-7 do 9000 evrov na kvadratni meter so recimo. To je bilo moje vprašanje tako previdno, ker sem tudi jaz razmišljal, čakaj, pa sem jaz gledal, si ne moreš sploh. Skratka, imamo nek nered, bi se dalo to poimenovati tako, pač nek trg, na katerem kdor se znajde, eni seveda bodo kopičili nepremičnine, banke bodo sedele na njih, neko ne bo pravi čas za odprodajo nepremičnin, se seveda na njih lahko sedi, kot se reče, pa čaka in tako naprej. Jaz sem pred leti, ko sem pisal za Mladino, s katero še vedno sodelujem, ampak takrat sem redno, članek nek krajši, ko je bilo po podatkih mestne občine Ljubljana na tisoče in tisoče, ne spomnim se zdaj številke točne, stanovanj praznih, uradno praznih, ne. Marsikdo živi seveda v uradno praznem stanovanju, ne. Ampak to vse skupaj je zelo kaotično, zelo nevzdržno, netrajnostno. Štartati bo pa treba očitno iz neke skoraj da tabule rase, ne? Urediti to področje za voljo celotne družbe, ne? Bo nek težek zalogaj. Ne? In pazi, o čem mi tukaj zdaj govorimo, skratka, o neurejenih medčloveških pravzaprav odnosih, ki so zdaj postali DNK struktura te družbe. Skratka, zdaj se je treba obrniti na državo, ki je pokazala in kaže nam že 30 let, da je to področje sploh ne zanima. Ne? Zdaj se je treba na državo obrniti, da država regulira nas. Kaotično in rahlo depresivno. Mislim, ne vem, če bi tako, jaz bi tako zastavil, da je pač napačna predpostavka v 90-ih je bila ta, da trg sam na sebi obstaja. Ne? Se pravi, da ti privatiziraš lastnino, vsi bomo zasebni lastniki, recimo, če vzamem za stanovanje, ne? In trg se bo kar samo od sebe vzpostavil. Ne? Se pravi, vzpostavili smo osnovni pogoj zasebne lastnine, damo še pravno zakonodajo, recimo, da varuje zasebno lastnino in trg bo potem sam funkcioniral. Ampak zelo jasno, pač trg v nobeni družbi ne funkcionira brez institucij, ki ga omogočajo, ohranjajo. Že ne nazadnje to, da imamo pač pravno regulacijo razmeri, kot je varovanje zasebne lastnine, da te policaj udari, če boš grafit risal, recimo, to da veš, je pač v bistvu že neka institucija, ki vzpostavlja trg. Ne. In tukaj je pač, recimo, se zelo jasno, pač trg je spet neki zelo abstraktnega, ne, ki je definiran z institucijami, ki ga uokvirjajo in regulirajo. Ne. In to velja tudi za vsak stanovanjski trg. Ne. Tudi mi imamo neke specifične institucije, ki so pač slabe, ne, ampak če zdaj si zamišljamo sistem, ki bi, tržni tudi sistem, ki bi relativno dobro funkcioniral, je sistem, ki ima mnogo institucij, ki regulirajo in usmerjajo ta trg. Predvsem poudarek na usmerjanju. Ne vem, pač ta dunajski model, po katerem se vsi sklicujemo, je tržni model. Ne? Se pravi, imaš tržne akterje, ki gradijo, ki tudi v tržne odnose stopajo, se pravi, menjavajo utemeljeno na trgu. Ampak imaš zelo močno definirano in usmerjeno, kaj to pomeni. Ne? Imaš, ne vem, močno državno financiranje, kaj, kje, kdo gradi. Ne? Davčne olajšave, davčne spodbude. Imaš zemljiško politiko, ki omogoča in definira, kaj, kdo, kje gradi. Ne? Ker to, kar si tudi sam rekel, recimo neka taka ideja, ne vem, na trgu, da se premalo gradi, je spet ključno vprašanje, kaj se gradi. Ne? Kaj se gradi, kdo gradi in za koga se gradi. Zaradi tega, ker ena enota stanovanja, recimo, da pač je zelo raznolika, ne? Se pravi, trg je segmentiran. Ne vem, eno stanovanje v Schellenburgu za 400 kvadratov za 2 milijona, ne, je enota stanovanja, ki ne reši stanovanjskega problema nikomor. Ne. To je enota stanovanja, ki je potrata, družbena, materijala in ur dela, ki so bila noter vložena, in hkrati pomeni rešitev v bistvu investicijskega problema enega bogatuna, ko ne ve, kam dati 2 milijona. Ne. Se pravi, ta enota ne moramo šteti kot stanovanje, ne, ampak se vseeno šteje kot stanovanje. Ne.
To se dogaja tle v Ljubljani zdaj. Vse to Schellenburg je v bistvu je stavba, ki se gradi na mestu bivšega Kolizeja, recimo. Pač se pravi, da to, ko rečemo mi specifično, ne vem, rabimo 10.000 stanovanj, recimo, ne, je to spet je vprašanje, kakšnih stanovanj. Ni vsaka enota stanovanja, ki bo zgrajena, naslovila to potrebo. Ne. In po drugi strani spet enako velja tudi za povpraševanje. Ne. Ni vsak, ki bo kupil stanovanje, rešil svoj stanovanjski problem, ampak bo lahko kupil nekdo, ki ga bo pol oddajal, lahko bo kupil nekdo, ki ga bo dal na Airbnb, lahko bo kupil nekdo, ki ga bo praznega pustil, pa ga bo imel za investicijo. Se pravi, ne moramo teh enot kar tako pač šteti in jih tudi za samoumevne imati. Ne. In zaradi tega je tukaj pač to vprašanje vloge države ključno. Ne. Se pravi, kakšne institucije postavlja, da se bo trg na specifičen način oblikoval. Ne. Se pravi, na kak način ga bo poskušala usmerjati, oblikovati, kjerim akterjem bo dala več možnosti, kjer bo probala zatreti z davčnimi ali pa drugimi politikami. In zaradi tega je pač v bistvu vprašanje trga je v bistvu neločljiv od državne regulacije. Ne. Pač trg ne obstaja sam na sebi, ne bo nikoli obstajal, vedno bo obstajal samo, če boš imel te institucije, ki ga bodo omogočale. Ne. Že samo to, da lahko jaz kupim eno stanovanje, ali pa da ga sploh primerjam dve stanovanji med sabo, terja v bistvu neke institucije, ki mi prevajajo, to pa to omogočajo, ne vem, od bančnih politik do tako naprej. Ne, se je poenostavljeno, to drži, absolutno poenostavljeno je reči, da ker ni regulacije, ne? Ampak definitivno nobena od teh, koliko 14 vlad do zdaj, se ne vem, ampak nobena od teh vlad ni kazala pravzaprav nekega velikega interesa, da bi rešila to vprašanje. Da ne bomo abstraktni, nobena od političnih koalicij, strank v teh političnih koalicijah, ne, vladajočih koalicijah, ni izrazila dovolj nekega globokega interesa za reševanje tega. In to je bila, priznam, meni največja skrb, ko je 20. marca 2020 prišla na oblast ta Janševa vlada oziroma, bodimo iskreni, Janšev režim. Jaz sem bil absolutno prepričan, da se bodo lotili te stanovanjske katastrofe. Bom vztrajal pri temu terminu. Ker, če nič drugega, politične točke, ampak ne, je treba vlagati očitno vse drugo, skoraj 1 milijardo evrov v orožje in podobne zadeve, ne pa v to. Ne. Jaz tega ne razumem po neki, pustimo človeški, ampak po neki politični, neki logični, racionalni plati tega ne razumem, zakaj se ne lotijo naslavljanja tega problema, za katerega vsi vemo, da obstaja. To je nek slon v vsaki dnevni sobi vsakega skoraj gospodinjstva širom države. Najbolj splošen odgovor bi bil, ko je mogoče relativno abstraktni, ta, da se nobena država, bom še razširil, niti ne na Slovenijo, ne, ampak na splošno velja, da nobena vlada tega vprašanja, stanovanjskega vprašanja v trenutnih okvirih družbenih ne more resno rešiti. Ne. Edino, kar lahko počne, je lahko krpa. Lahko pač uvaja politike, ki poskušajo eno izmed napak pokrpati. Ne. In to je recimo v Sloveniji se tudi počeli sicer na način, da je še poslabšalo zadeve. Ključna politika, ki so se v Sloveniji, ker neki politike je bilo, jaz sem bil tudi sam presenečen, ker sem tudi jaz izhajal iz tega, da se nič ni dogajalo. V bistvu je bilo pač v 30 letih neki precej v bistvu poskusov, tudi kar precej denarja se je namenil, ampak se je v veliki meri namenil v bistvu za dviganje kreditne sposobnosti ljudi, se pravi, da lažje kupijo. Zelo malo se je namenil v bistvu za gradnjo. Ne vem, imeli smo v 90-ih posojilne politike, pa konec 90-ih nacionalno varčevalno shemo, pa smo imeli subvencije za mlade in tako naprej. Se pravi, je bilo pač nek nabor politik, ampak so bile vse o predpostavki, da edino, kar je problem v Sloveniji, da ljudje niso kreditosposobni. V veliki meri je to pomenilo, slovenske banke ne odobravajo kreditov, zaradi tega moramo državo tukaj vstopiti in dati kredite, ne? Kar je na nek način veljalo. Ampak neka splošna poanta, ki ni moja, ne, izhaja, ne vem, Peter Marcuse, sin Herberta Marcuse je to napisal, ne, se pravi, da vse stanovanjske politike, če jih pogledaš po celem svetu, ne, so poskusi krpanja in poskusi v bistvu pokrpanja osnovne napake, ki je ta, da pač
v okviru zasebno-lastninskih razmerij, da je stanovanje pač zasebna lastnina, ki se trguje z njo na trgu in kot blago, da v okviru tega sistema ti stanovanjskega problema lahko rešiš za določen procent, nikoli ne boš mogel pa v celoti odpraviti stanovanjskega problema. To je pač že neka taka stara teza od Engelsa, pač iz 19. stoletja recimo. Ne. In ker pač tega osnovnega problema ne more nasloviti, ne, ker to bi pomenilo odpravo trga, mislim, odpravo trga, kot ga zdaj poznamo, odpravo blagovne menjave in tako naprej, ker tega osnovnega ne more nasloviti, kot pač država, kot je zdaj, ne, lahko samo krpa. Ne. In ene od države so bolj uspešne pri temu, ne, se pravi, ker imajo pač neke dolgoročne razvojne politike, kot je, ne vem, Avstrija, ne, ki ima pač to neko stoletno tradicijo, ali pa kot je bila Jugoslavija, ki je tudi imela pač neko močno tradicijo, ampak je imela v okviru vse politike so šle v smer v odpravljanja tržnih razmerij v bistvu znotraj stanovanjskega področja. Se pravi, da stanovanje ni dojeto, mu institucije ne omogočajo, da bi bil dojet kot blago ali pa nekaj, s čimer se lahko zasluži. To v bistvu vsi uspešni sistemi stanovanjski so to, da preprečujejo na vse možne načine, da bi kdorkoli s stanovanjem lahko zaslužil. Stanovanje je treba ekonomsko zgraditi in povrniti investicijo, to je že, ampak nihče ne more s tem zaslužiti, zaradi tega, ker pač to avtomatsko pomeni izkoriščanje nekoga drugega. Ne. In radikalno to pomeni odpravo tudi na drugih področjih tega režima, rečemo temu. No. In ker pač to ni možno, so vse politike v bistvu lahko neka krpanke in v Sloveniji smo pa pač, ni toliko slovenska specifika, kot je tranzicijska specifika, ki velja v bistvu za vse vzhodnoevropske države na nek način, je bila ideja pač, mi bomo trgu vse prepustili, ne bomo vzpostavili niti institucij, da bi trg normalno funkcioniral, ne, ampak bomo pač sam prepustili nekemu Teksasu in se bo že samo uredili in se pač in se ni, ampak ta ideja je zelo dolg še zmeraj bila zaradi tega, ker smo živeli vsaj v Sloveniji na hlapih socializma še zelo dolg. Ne. Se pravi, ni se ta problematika izkazala, ti si sam pač opisal svoje 90, ne. Se pravi, je bilo to, nisi si postavljal tega vprašanja, recimo, da. Zaradi tega, ker smo pač imeli dovolj stanovanj socializma, imeli smo, ne vem, parcele od babic, na katerih smo zidali prizidke, imeli smo možnost samogradnje, še zmeraj je bila to močen način reševanja stanovanjskega vprašanja, ne vem, solidarnostna razmerja prek samogradnje, ob vikendih so pač se familija zbrala in ulila plato in tako naprej. Zdaj se pa v bistvu vsi ti sistemi krhajo, ne, in se vedno bolj vse, kar še vedno ostaja, so pač ta neurejena tržna razmerja blagovne menjave ali kot najemnika ali kot kupca in pač ti socialistični dediščina socializma se je izčrpala, ne, in zdaj pač prihajamo v situacijo, ko tudi vlade si ne more več tega zanikati. Ne nazadnje pač zdaj, ne vem, pač SD je nikoli ni govoril o stanovanjih, zdaj je to center, mislim, verjetno so kje omenili, ne, ampak zdaj recimo to središče njihovega programa skoraj, ne, 10,000 stanovanj. In podobno velja tudi za druge stranke, ne, se pravi, vstopamo v situacijo, v kateri se bazen ljudi, ko imajo ta problem toliko razširil, da pač ne more država več mimo gledati in bo mogla novo krpanko pogruntati, kako bo zakrpala saj najbolj radikalne stvari, ampak glede na zadnjo zakonodajno reformo je videti, da se nadaljuje isti trend, ne, da se je prepoznalo kot težavo, da imamo premalo trga in preveč reguliranih stvari. V bistvu moramo s tem spet ta klasična spodbuditi zasebne akterje, da se bodo udejstvovali na trgu in tako naprej. Ja, teh SD-jevih 10,000 stanovanj bo definitivno premalo za dodaten milijon Slovencev, ki jih pa sanja Počivalšek. Ne. Tako da spet nikamor ne pridemo, ampak hočem reči, združujem to dvoje, ker pač seveda gre za predvolilne obljube, ne, in tako dalje, ampak to še ne pomeni, da nekdo tam resno ne misli, bomo videli. Ne. Moje zadnje vprašanje se bo navezalo prav na to, potem pa, če bo imel še kdo iz publike kakršnokoli vprašanje, seveda se bomo potrudili, da vas vidimo skozi te žaromete. Moje zadnje vprašanje vezano je na iniciativo Glas ljudstva, verjamem, da poznate, katere del si tudi ti. Zdaj, sama iniciativa Glas ljudstva gre za seveda ampak da se združijo moči
različnih bodisi organizacij, bodisi posameznikov in tako naprej, z civilno-družbene sfere, zato da se vstopi v nek dialog, predvidevam že pred volitvami z strankami, ki bi bile za to odprte, in da se potem ta dialog nadaljuje, potem ko enkrat stranke prevzamejo oblast. Ne. Kaj ti pravzaprav pričakuješ letos, ali pa kakšni so konkretni tvoji načrti, vaši načrti, kakorkoli že, glede naslavljanja same stanovanjske problematike, katastrofe, tempirane bombe, šta god, v tem času, v tem letu, super volilnemu letu, kakor ga imenujejo? No? Mislim, ideja Glas ljudstva je ta, da, v bistvu, da želi premakniti nivo razprave, pač politične razprave v času pred volitvami in v času volitev in po njih iz govora o obrazih, kar žal zdaj imamo, bolj kot ne samo to, ne, kje bo kak nov mandatar zrastel, na govor o vsebini. Ne, in zato so se pač ponudili relativno, ne zdaj dokončno izdelani, ampak pač neki uresničljivi programski cilji, vidiki, kakorkoli, o katerih je moč razpravljati in da se lahko pogovarjamo, je to smiselno, ne pa da se pač pogovarjamo o praznih sloganih in kdo je bolj primeren za katero funkcijo in kdo je kako zgleda in kaj rekel. Ne. To je pač osnovna ideja. Ne. In tukaj recimo tudi moja prva stvar, na kateri se dela že, ne, in kateri si želimo, je to, da bi pač stanovanjsko področje bilo ena izmed resnih tem, ki jo morajo resno politiki naslavljati. Ne v smislu, kot je do zdaj bilo tam nekje omenjeno, ne, točno stanovanje se res, in v vsaki koalicijski pogodbi so, mislim, ne, če vsaki, ne, ampak v zadnjih 3-4, so stanovanja vedno bila omenjena. In vedno je bilo zaveza, ne, bomo uredili področje, ne, ampak pač to je bilo to. Ne. Ampak zdaj je v bistvu, bi mogel biti cilj nekega civilno-družbenega angažmaja, da so v bistvu politiki soočeni s tem vprašanjem in na katerega morajo konkretno odgovoriti, ne samo odgovoriti z prazno, ja, res rabimo stanovanja, res je slabo, ampak da imajo v bistvu vsaka stranka neko idejo, naj bo taka ali drugačna, ker so pač tudi različne ideološke pozicije pa politični programi, ampak da se mora vsaka stranka, vsak akter zjasniti glede tega, ker pač vpliva na usodo ljudi zelo, vedno bolj očitno in zelo jasno. Recimo, to bi bil najbolj tak osnoven nivo, da je pač to tema razprave tako na državni ravni kot na lokalni, ne nazadnje tudi na evropski ravni, ker tudi zdaj, na primer, na evropski ravni se Evropska komisija začela ukvarjati s tem vprašanjem, zaradi tega, ker stanovanjska problematika ni slovenska specifika, ampak je globalna. Tukaj zdaj, ko rečem globalna, sem še zmerno toliko zahodnjak, da mislim zahoden. Mislim, se druge je tudi, ampak pač recimo za Evropsko unijo pa Severna Amerika, mislim tudi druge seveda, ne, z relativno podobnimi problemi se soočajo. Če Evropska komisija to priznava in tudi, ne vem, imeli smo nedavno sprejeto resolucijo Evropskega parlamenta, v katerem govori, da je treba, v katerem v bistvu precej nakazuje smer regulacije najemnin, recimo, resolucija Evropskega parlamenta. In naslednja resolucija, ki bo razprava, bo govorila pa o financializaciji stanovanj, se pravi o vlogi finančnih trgov in finančnih akterjev pri v bistvu katastrofi, ki se odvija. Ne. Se pravi, imamo tudi na evropski ravni, recimo, je nivo, na katerem se te razprava krepijo in ki je tudi mogoč prostor za neke intervencije v lokalni prostor preko Vinka. Ampak če zdaj to na neki najbolj splošni ravni, je pa pač, kar se pa konkretnih izvedljivih stvari tiče, ne, sta pa ključni recimo na lokalni ravni bi bil ključen ukrep, ki je izvedljiv takoj, ne, je to v bistvu funkcija, ki jo najemniški SOS upravlja, da bi to postal javni servis v bistvu. Na katerega se ti obrneš, ti nudi nasvete, ti nudi podporo, ti nudi pravno pomoč in te v bistvu ti okrepi tvojo moč, ne, se pravi na najemnem trgu. To je pač prvi predkorak k temu, da začnejo regulatorne institucije delovati, recimo, kot je, ne vem, razne inšpekcije in tako naprej. To je recimo na lokalni ravni popolnoma izvedljivo in je neka zelo realna stvar, ki jo lahko pač vsak župan izvede, verjetno za 100 jurjev na leto. Kar se tiče pa na državni ravni, je pa pač najbolj osrednja stvar, da se uvede
to, kar sem pač prej začel govoriti, se pravi, neke institucije, ki bodo postopoma začele področje premikati iz tega, ki ga imamo zdaj, v smer neblagovnih odnosov. Se pravi, postopoma to početi, ker pač, ne vem, ali pa bomo imeli NOB enkrat spet, ne, ki je rešil stanovanjsko vprašanje za 40 let, recimo, pa smo pol imeli privatizacijo, pa bomo pol mogli spet imeti NOB, da spet pridemo sem. Nekako tako grejo ti cikli. Cikli, ja. Ampak recimo postopoma, da začne pač, ne vem, prva stvar bi bila, da se uvede jasen, stabilen, dovolj visok finančni vir, ki bi usmeril gradnjo, ne, ki bo usmeril in omogočil to, da ti zgradiš dostopna stanovanja. Ne. Se pravi, da bodo na voljo zemljišča, da bodo na voljo sredstva, da bodo na voljo tudi akterji, ki bodo zgradili ta stanovanja. In da bodo ta stanovanja potem dolgoročno oddana po primerni najemnini. In da se začne v bistvu regulirati področje tako najemnega trga z primerno zakonodajo in institucijami, kot tudi gradnje, ne, se pravi, da se živimo tudi v času ekološke katastrofe, ne, se pravi omejenih virov, ne, vsaka opeka pa ura dela, ki se porabi za gradnjo investicijskega stanovanja, je v bistvu družben strošek na splošno, ne, z vidika ekologije, ampak je tudi neposredno. Zaradi tega so dobesedno višje cene drugih stanovanj, ne, ker si pač jemljajo delavce, pa kradejo zemljišča, rečemo temu. Ne. Se pravi, zakonodajni okvir, ki bo to, dajmo reči, kar prepovedal, ne, ali pa onemogočil, zaradi tega, ker nima absolutno nobene družbene funkcije, samo škodo in strošek. In da se pač začne ta regulatorni okvir zelo jasno postavljati, ki bo pač preprečil te ekscese in postopoma začel usmerjati stanovanjski trg ali pa stanovanjsko področje v smer tega, da so to stanovanja, domovi, ne pa pač priložnostni zaslužek za nekoga. Tako mogoče malo bolj abstraktno odgovorjeno, z izjemo te konkretne na lokalni ravni, ko se mi zdi pač tudi zelo oprijemljiva in izvedljiva, medtem ko te na državni so pa že malo bolj so tudi izvedljive, ampak si jih malo težje zamislim. No, tako. Pa potreben je družbeni angažman. To pa seveda. Ja, da ima cela stvar pravzaprav sploh neko moč. Ja. Mislim, to je mogoče tak, recimo, stanovanjski sistemi, ko so delovali, pa bili uspešni, ko so nastali po drugi svetovni vojni, so nastali, pač en razlog, zakaj so nastali, je pač zaradi tega, ker je pač bil kapitalizem takrat bolj ljudski, rečemo temu, ne, bolj vključujoč, kakorkoli. Ampak drugi razlog je bil pa ta, da je bil izjemen družben pritisk. Ne. Angleški stanovanjski sistem ne bi nastal, če ne bi ti imel takrat po vojni več 100.000 ljudi, ki so skvotali bivše vojašnice in zahtevali v bistvu gradnjo ali predajo stanovanj, kakorkoli. Ne. Bil odziv države v paniki v bistvu. Ne. Če ne bomo mi zdaj začeli graditi stanovanj, kot je rekel Le Corbusier, bomo imeli pač revolucijo. Ne. Bomo imeli ljudi, ki bodo začeli zasedati ne samo vojaške baze na periferiji, ampak kako stanovanje v Londonu. In to je bil v bistvu nek potisk, ki je začel graditi, ki je omogočil gradnjo. Pač v Sloveniji smo imeli NOB, ki je pač brez tega ne bi imeli stanovanjskega sistema, kot smo ga imeli. In tudi v drugih državah je bila pač pretnja sindikatov, pretnja komunizma. In to je pač ta družbeni angažma, ki je omogočil, da so v bistvu nastali to, kar smo včasih, ko je bilo pač nekoč kakovostni stanovanjski sistemi, tudi Dunajski je v bistvu je nadomestek revolucije, rečemo temu. Tako da tako velja v bistvu za vse pridobitve, ne, pa za vse pravice. Vse pravice so pač v neki taki določeni meri priborjene. In enako velja tudi za stanovanja, za stanovanjske sisteme, ki so bili uspešni in po katerih se zdaj zgledujemo, recimo. Da. Albert Einstein, ki ni znan po svoji družbeni kritičnosti, ima je pisal dobre tekste tudi na to temo. Rekel, pazimo, da ne bomo zapravili težko priborjene družbene dediščine, ne, in s tem pokazali, da je pravzaprav nikoli nismo bili vredni. On je govoril seveda splošneje, ampak vendarle se navezujejo te besede tudi na današnjo tematiko. Je mogoče kakšno vprašanje? Je? Tam vidim eno roko, se mi zdi, dve. Odlično. Kar vi? Lahko je? V vsej tej zgodbi, ki pride, nepremičninski davek, ali pa primerljivo v drugih državah, Ja, mislim,
nisem zdaj toliko študiral teh sistemov, da bi znal kaj dosti govoriti, ampak je zagotovo pač en izmed mehanizmov, ki je tak mehek, recimo, da, ki bi bil, ki je, o katerem bi mogli razmišljati. Predvsem je pač težava uvajanja slovenskega nepremičninskega davka v veliki meri, da je bil, vedno se ga je o njem razmišljalo kot o načinu dodatnega polnjenja proračuna. Vedno bil koncipiran v bistvu, kako pač nek dodaten vir proračuna pridobiti. Nikoli se ga pa ni resno dojemalo v tej funkciji, kot sem zdaj jaz pač opisal, neki te razvojni pa usmerjevalni, ne? Ker tukaj pač bi različne stopnje davka lahko prispevali k temu, da bi se pač kaj se gradi, kako se gradi in tudi kako se uporablja lastnina. Če zdaj vzamem to, kar si ti prej tudi rekel, ne? Število praznih stanovanj, ki je bilo, ne vemo točno, ne? Ker nimamo podatkov, recimo to je še en problem v Sloveniji. Ampak je bilo v nekem trenutku precej praznih novozgrajenih stanovanj, ki so jih sprva velika gradbena podjetja držala v svojih rokah, ker to je bilo pač 2008, ko so že cene začele padati in jih držale, da bi pač spet se cena dvignila. Potem so gradbena podjetja propadla, so pač prešla v last bank in banke so itak vedele to kot za zavarovanje in so v bistvu niso dale teh stanovanj na trg, ker so bile pač cene prenizke in so čakali in so pač, ne vem, po nad avtobusom ena šla in so se prodajala. Mislim, da je bilo lani, so se še prodajala stanovanja v Kopru, v Nokturno recimo. Ampak recimo ta sistem špekulacije s čakanjem, s praznimi stanovanji je nekaj, kar bi nepremičninski davek recimo tak razvojno usmerjen lahko naslavljal. Se pravi, da ti, ne vem, tudi v Ljubljani imamo gradbene jame, ki so neizkoriščene, ne? Ene državne, ene zasebne, ne? Ampak imamo špekulantske lastnike, ki čakajo na primerno priložnost, zemljiški ali pa nepremičninski davek bi to lahko preprečeval, ne? Ali pa usmerijo, tudi bi preprečeval lahko pičenje lastništva in tako naprej. Tako da je zagotovo pač v tujini ima to funkcijo, ne, se poskuša, je pa težava lahko nepremičninskega davka, ki pa se recimo odvisno kako je koncipiran, ampak lahko vnaša dodatne pritiske po dvigu cen in tudi neki aktivni vlogi, ki bi jo imel recimo nek lastnik zemljišča, ker bi te ravno ta pritisk, da pač moraš davek plačati, ne, te silo, da izkoristiš zemljišče na čim bolj donosen način, recimo, ne. Ali pa bi te ogrožal tvoje recimo stanovanje, ker bi mogel davek plačevati, pa bi se mogel, ne vem, bi lastnik neke stavbe, ki ima najemnike, mogel višji davek plačevati, če bi se recimo to vodil po tržni vrednosti, ne vem, odvisno od sistema spet, ne, bi lahko silil v dvigovanje najemnin. In to se recimo v Ameriki kaže, ker imajo sistem zelo utemeljen v plačevanju tega nepremičninskega davka, se kaže v bistvu ta nepremičninski davek kot mehanizem, ki dodatno pritiska na dvigovanje cen in dodatno pritiska na lastnike zemljišč in stanovanj, da so bolj, da dajo, kako se reče, nepremičnine v najvišjo in najboljšo rabo, kar pomeni v bistvu rabo z najvišjimi donosi. Tako da pač je zagotovo smiseln mehanizem, ampak je nekaj, kar je treba zelo dobro premisliti, na kakšne učinke bi imel, pa kakšne bi potencialne posledice lahko. Kar? Moje vprašanje se tiče migrantskih populacij. In mene zanima, kakšno je stanje, kako se strukturira ta mikrotrg migrantskih populacij. Verjetno se strukturira drugače med tistimi iz Balkana in pa tistimi, ki pridejo iz držav Bližnjega vzhoda, Afrike in grejo skozi azilni postopek. Tako da zanima me v bistvu, če poznaš stanje in pa kakšne prakse, strategije, anekdote, če so se na vas obrnili preko SOS-a. V bistvu znotraj tega je skrito še eno vprašanje, kako je turizem spremenil nepremičninski trg. Se pravi, to je še ena migrantska populacija, o kateri se ne govori tako, ampak je. Kako je spremenil razmerja v Sloveniji. Tretje vprašanje pa je, recimo, kakšen je vaš odnos z združenjem najemnikov v Sloveniji, Združenje najemnikov Slovenije, kakšen odnos je z organizacijo SOS? Ali sodelujete, je odnos solidarnosti ali poteka to paralelno delovanje obeh organizacij? Gledam, če je Goran Lukić, ki je rekel, da bo prišel, pa ga ne vidim. Predvsem zaradi odgovora na prvo vprašanje, ne?
Ker on ima recimo veliko več stika kar se tiče mislim predvsem tujimi delavci, ne, ker je to njihova ključna, njihovi ključni člani, kakor rečejo, ne. In kar je, zdaj ne znam odgovoriti na to, ker tudi ni jasnih podatkov, pa pogleda, lahko pač sam neke poskuse odgovora dam. Prvi je ta, ki ga izhajam še z ene druge populacije, kar so študenti iz tujine v Sloveniji, ko pridejo študirati sem, recimo Erasmus ali pa pač v drugih oblikah. Eno anketo smo delali glede študentov bivanja v Ljubljani, se je izkazalo, da je to populacija, ki je najbolj ogrožena, ki živi v najslabših pogojih, pogostokrat živi celo v hostlih, ker je to edini dostop, edina stvar, ki jo lahko najdejo, ne? Tudi pač jezikovno, recimo daže. In so ljudje, ki so najmanj seznanjeni z stanjem, najmanj seznanjeni s pravicami, najmanj seznanjeni z možnostmi, jezikovna bariera in tako naprej. In se je zelo jasno pokazalo, da živijo v res najslabših razmerah. En primer, ko smo imeli na SOS, je bila pač punca, ko si ni upala izseliti iz stanovanja, ker ni vedela, da se lahko izseli iz stanovanja. Ki je imela pač nekega lastnika, ki je nenehno uletaval v stanovanje in imela občutek, da ji prestavlja stvari, da ji krade. Pač res je bila prestrašena zelo, ne. Ampak ni pač poznala zakonodaje, niti ni se vedela kam obrniti, ne mislila, da če se bo izselila, ji bo on tožil za vse najemnine za naprej in tako naprej. Ampak to je recimo taka neka mala anekdota, ki pokaže v bistvu ta zelo velik položaj negotovosti, ki izhaja ravno iz te nemoči, ki sem jo prej opisoval, ki velja že tako za te domače najemnike, recimo, da ki je pa za tuje še toliko večji. Če lahko sam jaz tukaj še nekaj dodam k prvemu vprašanju, midva z Goranom Lukićem še pred leti, ne 10 let nazaj, nekaj takega, ne. Ko sem jaz pripravljal en članek prav na to temo, ne, pač delavci migranti, ampak mišljeno kot seveda države bivše Jugoslavije in tako dalje, oziroma republike bivše Jugoslavije, ne. Jaz sem postal pozoren na te stvari, vedel sem, da je nekaj narobe, ko so se začeli pojavljati oglasi, ta hiša ima namestitvene zmožnosti za do 40 ljudi, ne. In tako naprej. In to so bile pač te zadeve. Vem, da smo šli enkrat z Lukićem na teren, nekje blizu Logatca, in to so ti pač te malo zanemarjene, no, če bom rekel, izgleda čisto normalne hiše, ampak ko priješ noter, je pa pravzaprav horror show, ne, na nek način, ker je težko seveda 30-40 odraslim moškim, ki delajo po cele dneve, to so fizična dela in tako naprej, ne, pol deliti neke prostore, v katerih so absolutno stisnjeni skoraj da kot srdele. Ne? Tako da to se pojavlja. Ne? To neko izkoriščanje. Ne? Jaz mislim, da nisem doživel nikoli, da bi jaz, ki živim v Ljubljani, zdaj že večino svojega, predvsem odraslega življenja, ne, konkuriral na temu trgu, recimo, ne, bodi si nekemu študentu iz tujine, nekemu migrantu, takšnemu ali pa drugačnemu. Ne. Ti ljudje so resnično odrinjeni na sam rob. Ne. Mislim, to zdaj, zato sem Gorana tudi omenil, ker oni so zdaj začeli svoje prakse, ker načeloma se ukvarja pač delavska svetovalnica z delovno zakonodajo in pač s področjem tem, ne, ugotavlja, da je mislim, na njih se vedno več obračajo stanovanjskimi problemi, tako da se pač tudi na temu dnu, rečemo temu zelo grdo, ne, se radikalizirajo stvari zelo, ne. In glavna težava je ta, da je bivanje v Sloveniji za tujega delavca je vezano na delovno dovoljenje je vezano na prebivališče. In tukaj se pač že spet pojavi en mehanizem moči lastnikov stanovanj v tem primeru in potencialnih tudi delodajalcev. Druga razlika je ta, da smo pač da pač samski domovi so neke stvari, ko so se pač precej so izginile, ne? Ker je bila recimo, karkoli že mislimo, so bile pač tudi prostori velikega izkoriščanja, ne? Nazadnje smo imeli pač verjetno edine neke take znane, novejše primere najemniške stavke iz samskih domov, takrat 2008, 2009, 2010, ne spomnim se točno leta. Ne? Se pravi, nimamo tudi več te nastanitve, ki je bila tako tradicionalna, se skrčila in se je pač zdaj nek bazen res najslabših kleti, dobesedno je to področje, ki se oddajo. Kar se kaže v bistvu glavna težava, to, kar pač tudi isto
to, kar smo v stiku z delavsko svetovalnico, je to, da je največji problem je kakovost teh stanovanj, ker so res slaba in veliko pač spet tega neformalnega dogovarjanja, kakor najbrž tudi to, kar vprašanje, kako pridejo do stanovanja, je verjetno pač prek teh mrež, nekdo je prvi prišel v Slovenijo, ima kontakt in je pol se istemu najemanje, to pač neka veriženje pogodb, skoraj da bi lahko rekli, se pravi, imamo neko rotacijo. Ampak se kakovost stanovanj in tukaj se recimo, kar je meni zelo zanimivo, en tak zelo specifičen problem pojavil, ne pravica do doma, ampak pravica do izselitve. Veliko primerov, par primerov smo imeli, kot naprimer tuji delavec se je hotel izseliti iz stanovanja, takoj, naslednji dan, imel že drugo stanovanje zrihtano, se je hotel izseliti zaradi tega, ker je pač bilo grozno za živeti, ampak ti se ne moreš izseliti, ker imaš 2-mesečni odpovedni rok in moraš plačati še 2 najemnini, ali pa potencialno izgubiš varščino in tako naprej, kar je recimo to lahko strošek, ki se giblje med 600 in 1000 evrov recimo. In si priklenen še 2 meseca živeti v kleti z plesnijo, recimo. Ampak kar je pač dobro, in tukaj je zelo fajn delati z Goranom pa delavsko svetovalnico, ker imajo pač bolj te terenske pristope, kar se uporablja pogostokrat je to, da so v neformalnem razmerju se izrabi proti lastniku in se mu reče, pač ja, za najemnino je pa treba davek plačati, pač vi verjetno niste davka plačali, kako bomo pa se zdaj zmenili, pač imamo davčno inšpekcijo, zdaj pa vi povejte, a bomo še naprej tukaj noter, pa bo pač prišel davčni inšpektor, pa vas oglobil, ali pa pač jaz lahko jutri grem, pa sklenemo prekinitev pogodbe. Recimo eno izmed orodij moči. To je recimo za tuje delavce, za migrante pa ne poznamo v bistvu, ampak edin, kar pač poznam tako, je v bistvu se je pokazal zelo velik in to je to, kar sem prej na začetku govoril, ta neenakost med pravicami in ta nujnost med doma, se je neverjetno izrazil pač zelo močen nivo rasizma in ksenofobije in raznih teh oblik, ker je bilo pač, kakor sem pač pripovedi slišal, nemogoče dobiti za stanovanje, takoj, ko pač ni bilo na drugi strani ali slovenskega jezika ali pa priimek, ki je zvenel malo neznano. Ampak da bi pa vedel to, kar pa ti hočeš vprašati, na to pa ne bi ti znal odgovoriti. Zdaj pa še druga dva vprašanja, najprej lažjega. Združenje najemnikov Slovenije, ne vem, lahko se reče, imamo odnos ali ne, zaradi tega, ker pač kot organizacija ne obstajajo več. Tudi ta organizacija je bila ustanovljena z naslavljanje pravic iz denacionalizacije, se pravi najemnikov, ki so ostali v denacionaliziranih stanovanjih, kar je specifična slovenska stvar, na kratko opisana. Denacionalizacija v Sloveniji je potekala na način, da se je vračalo premoženje nazaj v naravi, to pomeni, da so se ljudem vrnila stanovanja, hiše in tako naprej. Ta stanovanja in hiše so bila iz Jugoslavije zasedena z najemniki, ki so imeli pogodbo za nedoločen čas, se pravi družben najem, in zdaj so se vrnila ta stanovanja cerkvi ali pa združen, ne vem, komorkoli že, se je vrnila skupaj s temi najemniki, kar je ustvarilo konflikt zelo velik, med lastniki, ki so mislili, jaz sem zdaj dobil nazaj hišo sred Ljubljane, ampak zdaj imam pa noter te neprofitne najemnike in takrat so bile pač zgodbe, ki so bile zelo brutalne, od razbitih okn sred zime, do ugasnega ogrevanja, do izklopov elektrike. In združenje najemnikov je v bistvu se osredotočilo samo na te in je tudi pač njihova pot je bila sodna pot. In zdaj že nekaj časa ne delujejo več. Gospe, ki sta bile pa najbolj aktivni, sta še pa zmeraj aktivni, pa imamo recimo nek stik z njimi, tako pač se poznamo, pa se pogovarjamo, pa bi si verjetno veliko več bi si mogli deliti izkušnje, njihove predvsem, ki so pa v veliki meri vezane na pravne poti, recimo. Zdaj pa kaj boš turizem, turizem je v bistvu, jaz ga razumem na način, kak učinke imel, je predvsem ta, da je, kako bi to rekel, da je v bistvu lastnikom omogočil še dodatno pot zaslužka, recimo temu. Kar pomeni, da ni radikalno spremenil razmerij v smislu neke ureditve ali pa kakorkoli, kar je omogočil pač lastnikom stanovanj, zasebne lastnine, kakorkoli, ki dojemajo to stanovanje kot pravico, kot možnost zaslužka, dodal še eno dodatno možnost, ki je
če izračunaš, veliko bolj donosno, ne? Če imaš ti Airbnb ali pa če imaš ti, če oddajaš regularno. Ne? In je v bistvu sam radikaliziral razmere, ki so že prej obstajala, ali pa jih je mogoče, celo bi lahko mogoče rekel, malo bolj transparentno naredil za nas, da jih bolj vidimo. Ne? Ker pred tem si mogoče lahko svojega lastnika imel še kot nekoga, ki oddaja, pa zdaj, ki je pa šel na Airbnb, ga pa razumeš kot nekoga, ki hoče samo zaslužiti s tem, s to enoto. Tok, ne vem, ne spomnim se čisto točno, si kaj bolj specifičnega meril s turizmom. Ampak to recimo tako jaz razumem tudi Airbnb na splošno. Ne? Mislim, vnaša neke nove dinamike, definitivno, ampak tak, če bi zelo splošno rekel, je to recimo neka, bi ga tako bral, recimo, ne? Tako bi ga razumel. Še kaj mogoče? Lahko, ja, kar izvolite. Lahko. Ja, samo eno repliko, če lahko dam. Kar izvolite, ja. Na migrantske populacije, ne? Pa na rasizem, pa na to, ste omenil Schellenburg. Za Schellenburg ne vem, ampak slučajno pa vem za Šumi, za palača, ki se gradi na stoti Drame. Kdo kupuje tam stanovanja? Vprašanje, če si. To je bilo vprašanje. Jaz se slišam, kot da bo to čakam na neko razsvetetje. Mene je tudi zanimalo, kaj bo to povedal. Odgovoril, ne, Aha, kdo kupuje stanovanja? v Šumiju. Ja. Mislim, to je zaenkrat še ne moramo vedeti, ne, zaradi tega, ker uradno še ta stanovanja niso mogla biti prodana. Ne. Načeloma se že prodajajo, ampak uradno se še ne smejo, ker pač šele zgrajeno stanovanje se lahko predkupno, mislim, to zdaj ni tako bitno, ampak ne moramo še videti teh podatkov, to sem hotel povedati. Jaz se načeloma kdaj igram in zberam podatke, kdo kupuje nova stanovanja, ne, in na to, kar merite v smislu, da jih kupujejo recimo tujci, ne, se zaenkrat mi še ni pokazalo, da bi to bil res nek tak velik del. Nekaj časa se v Sloveniji tudi vodila evidenca nakupov strani tujcev in deleži teh nakupov niso bili precej visoki, predvsem pa niso bili koncentrirani v Ljubljani, ampak so bili v veliki meri vezani na, ne vem, Angleži so si našli Kozjansko, ne vem po kateri logike, ampak so si. Prekmurje recimo je bilo nekaj časa zanimivo, Bovc, ok, to že malo znamo si bolj razložiti, ampak tak Ljubljana, recimo Ljubljana ni bil kraj, kjer bi tujci v veliki meri kupovali, ampak ti podatki, to kar zdaj govorim, so nekje do sredine, do 2010 nekaj takega, se pravi, so relativno zastareli. Bi sklepal, da se je spremenil, predvsem tudi zaradi tega, ker je Slovenija kot prostor se bolj upela mednarodni ekonomski investicijski prostor, da je nazadnje tudi več tujih investitorjev v smislu gradnje. In slovenski trg do nedavnega ni bil, kot se reče temu, pregleden. Se pravi, za tujca je bil neki neznanka. Ne? Zdaj pa imaš ti že v bistvu zelo jasne analize, tudi v tujini slovenskega nepremičninskega trga, pa kakšni so donosi, pa kakšne so cene, pa imamo pol razne te mednarodne agencije, ki delajo primerjave, pa tako. In iz tega bi lahko sklepal, da verjetno je več nakupov. Kar se edina stvar, ki sem do zdaj opazil, je, da obstaja nek kontakt z Ukrajino, specifično z Ukrajino, ki se pa malo razširi na Rusijo pa Bolgarijo, ampak zelo specifično na Ukrajino, ki se neke investicije pa neki nakupi vežejo na ta kontakt, rečemo temu, ne? Ki ima nepremičninska agencija in tako naprej. Ampak da bi pa to mene tudi zanima, recimo, ne? Kdo kupuje ta. Mislim, to so zdaj, ne vem, to so ti urbani miti, Rusi prihajajo, ne? Mislim, se zagotovo Rusi tudi kupujejo stanovanja, ne? Splošno, zakaj tak odgovor, zakaj zdaj imamo te Ruse in zakaj Rusi kupujejo stanovanja, zaradi tega, ker je pač prvič, ker imajo izjemno neenakost, drugič pa zaradi tega, ker je ekonomski prostor v Rusiji nestabilen in negotov. Ali moraš politično negotov, se pravi, moraš biti podrejen politični kliki, ali pa ekonomsko negotov, ker je vezan, recimo, ne vem,
ne vem, inflacija se jim nenehno dogaja, pa veliko imajo ekonomske nestabilnosti. In za države, kot je Rusija, pa Ukrajina, pa ne vem, različne države iz Afrike, pa tudi zalivske, tam, ker je premoženje negotovo, to premoženje se steka v nepremičnine v varnih državah. In Slovenija je dojeta kot varna država in zato kupujejo v bistvu nepremičnine, ne? Da shranijo denar na varno, ker v Rusiji nikoli ne veš, kaj se bo z njem naredilo. S partnerko sva bila pred parimi meseci, pravzaprav. Mislim, da je to na zadnje, ko sva šla nekam na Gorenjsko, za vikend, Tiboni in tako dalje, ne? Prijela tam neko hišo in pravzaprav dajo apartma oziroma zgornje nadstropje, ne? In tako je skapirala, ne? Da pač Rusi, ne? In sva vprašala pač to gospo, že dolgo živite tukaj, ker malo je govorila slovensko, ne? In rekla, da pravzaprav živi tukaj z družino, cela družina iz Moskve, ne? Ne dolgo časa, no, mislim, da niti ne 2 leti, slovenščino se je učila že v Moskvi. Pa sva vprašala, zakaj se pa odločila prav za Slovenijo, ne? Ker je to neka zanimiva destinacija iz tako velike države, tako majhno. In je rekla pač politične razmere. In ni hotela kaj več govoriti o tem. Jaz sem ji dal vedeti, da jo absolutno razumem in deloma tudi, mislim deloma, ni moja stvar, ampak podpiram, razumem popolnoma in to je bilo to. Ampak ja, hočem z eno tako anekdoto, ki nima za neke velike teže, vseeno dati neko težo temu, kar Klemen govori. Ne? Je pa to nek mit, no, jaz sem to tudi slišal, ne, da pač Rusi zdaj kupujejo vse povsod. Ne? V Črni gori vem, da je to dejstvo, na Hrvaškem je to dejstvo, ne? Ker obstajajo prav dejanski primeri in mediji so tam poročali in tako naprej. Ne? Ampak mislim, da je Črna gora pravzaprav dala tudi to možnost, da če ti vložiš toliko in toliko denarja v državo, ne? Dobiš potem državljanstvo. Ne? Nekaj, kar je tudi Cipr, Malta, ena od teh 2 počela. Ne? Morda so šli pač sam gor, ne, po Jadranu, prišli v Sloveniji. Ne vem, da na Krasu recimo veliko kupujejo, ali pa vsaj so Italijani, ne. Ampak je pa zdaj trend obraten. Ne. Zdaj pa veliko ljudi iz Slovenije, in poznam osebni prijatelji, ne, kupujejo bodisi stanovanja oziroma nepremičnine v Trstu, v Gorici. Prijatelj je kupil garsonjero v Trstu in to v lepem predelu mesta, Sveti Jakob, tam je veliko, da rečem, naših ljudi, torej Slovenk in Slovencev, za, mislim, 24,000 evrov, ne, ali nekaj takega. In pa slišiš to ceno, ne, se ti zdi absolutno bizarno, ne. Razkorak med Staro Gorico, tako imenovano, pa Novo Gorico, ne, pa gre za eno mesto, ne, je absolutno ogromen, ne? Ljudje pač, če že, ne kupujejo v Stari Gorici. Ne? Vsi ti potem povejo sve to isto logiko, ne? Se ne rabim živeti v Ljubljani, sej iz Trsta imam do Ljubljane 1 uro. Ne? Ravno tako velja, to isto velja za Gorico oziroma Novo Gorico in tako dalje. Ne? Tako da ja, se spremenjajo tu neke stvari. Jaz tudi, odkar sem slišal za teh 24,000 evrov, na Trst gledam z nekim bolj barvit mi je, no, tako bom rekel. Ne. Pa mi nikoli ni bil grd, ampak mi je bolj barvit. No, tako. Pa imam rad to Ljubljano, ker je to mesto, ki sprejme človeka in te navadi, da ti sprejmeš Ljubljano in se tukaj resnično počutim doma. Ne. Ampak, a bom lahko bil tukaj doma? To je pa drugo vprašanje. To je to? To ni slab zaključek, to sem tudi zdaj pomislil. Ja. Pomemben je družbeni angažma, smo v tem letu, ti si to tudi pač izpostavil. Zdaj, Klemen, res ti velika ti hvala, ker si vzel čas. Veš, kaj me veseli, govorila sva veliko več, oziroma ti, o samih potencialnih rešitvah, o tem, kam moramo gledati, k čemu moramo stremeti, nekot pa, da bi, kar je najlažje, ne, samo analizirala, zakaj je tako, kot je. Ne. Ampak se tudi mislim, da vsi skupaj zavedamo, da pač so te stvari že zelo jasne, da jih ni treba v nedogled ponavljati. Ne. Tako da glede na to, da smo v tem super volilnem letu, pa ne polagam neki sploh upov v to, ampak so neke priložnosti, da se odpre ta debata na nekem širšem družbenem nivoju, pred recimo predvsem lokalnimi volitvami in tako naprej, da to
vprašanje oziroma to problematiko katastrofo bolj potisnemo v ospredje oziroma pomagamo ljudem, kot je Klemen Ploštajner, ki to počnejo, da stojimo za njimi in da izkažemo ta družbeni angažma. Do takrat je seveda lahko tudi državi vseeno, če je navidezno tudi nam. Klemen, hvala ti in hvala vam za vaš obisk in hvala, ker ste nas gledali. To je bilo absolutno fantastično.